En lep pozdrav. Danes DCN denarnica, Wallet sem malo pogledala, pa Pulsechain, pa Xen seveda. Zdaj, moje osebno mišljenje je, to ni finančni nasvet, da se res trenutno sta dva res prava kripta na trgu in to je Bitcoin in, ki ima največjo mrežo, največji market cap na trgu, dejansko to največja mreža in najbolj varna, pika. In pa potem daleč ni nič in potem naslednji ta pravi kripto je Xen. Vse vmes dejansko ni kripto. Za mene, a ne, to jaz govorim zdaj o sebi, ker gre bolj za privat projekte, ki delajo tako ali drugače, in če znaš kodo prebrati, super, če pa ne znaš, pa ni super, a ne. Zdaj v bistvu jaz sem šla, bom kar sharala screen, šla sem spet malo pogledat Pulsechain in pa tole, samo malo, da sharamo screen. Takole, share. Najprej bomo pogledali tole Decent, a ne, ke ste jo predlagali. Zdaj, jaz je ne bom uporabljala, pa bom povedala, zakaj ne. Sem dobila odgovor in tudi pač moja raziskava je pokazala, da je to ni kitajska roba. Dejansko ne. In so tudi mi zagotovili, da nimajo nič kitajskega noter. In tako da to je plus zelo velik. Zdaj, biometrična denarnica, jaz je nikoli še nisem uporabljala, imam pa pomisleke, recimo, ker imam kar težave, če imam, na prstni odtis na telefonu stvari, če imaš zamazan prst, masten, če se urežeš, karkoli, potem to ne dela. To je, en pomislek, a ne. Tudi če imaš zelo mrzle roke, v bistvu zna biti kar težava. To, drugače vse lepo in prav, in pa stvar, ki me je pa absolutno odvrnila, je ista, kot je bila, kot je zdaj pri Ledgerju in ostalih denarnicah, ki so očitno, kar precej šle v to tržno smer razkrivanja seedov, tudi ta denarnica razkrije seede. Zato, se pravi, te varnostne besede, in za mene ta denarnica ni uporabna. Tako da je ne bom uporabljala, sigurno ne, a ne. Zdaj več ali manj se, nagibam k, po mojem, k Trezorju, in tako da bom videla, enkrat ga bom pač, zdaj ne bom hitela še, ker stvari se tako hitro spreminjajo, da, moram majčkeno počakati, da vidim, kaj se bo sploh na trgu zgodilo in, ali bo Trezor ostal še v nadaljnje, neodvisen, a ne. Zdaj pa Pulsechain. Jaz sem šla dejansko spet pogledat Pulsechain mrežo, spet malo, zdaj GV je še vedno astronomsko visok, čeprav je pol nižji, kot je bil na začetku. Zdaj ena transakcija stane sicer v dolarjih, če bi pošiljala tam nekje 21 centov, kar je za mene ful veliko, za tako mrežo, je dejansko veliko, a ne. Bi moralo biti bistveno manj, tako ko so, na začetku, ko smo žrtvovali, je bilo rečeno, da bo 1 do 5 pulsov zadostovalo za celo leto za transakcije. Ampak jaz sem zdaj dobila airdrop, a ne, pač teh pulsov, in je nekaj, ampak če bi želela, zdaj hotela sem preposlati, na drugo denarnico in pač tistih 21 centov je to nekih 600 pulsov, nekaj takega. To je preveč. To je za mene res, mislim, halo, a ne. Ker tisti, ke, ste žrtvovali oziroma smo žrtvovali za PulseX, smo dobili airdrop en puls. En puls za transakcije, ampak z enim pulsom ne narediš
čisto nič, a ne. Tako da, moje osebno mišljenje je, da zaenkrat Puls ni še za uporabljati, sploh ne za lajke. Potem sem hotela zamenjati vse kovance, ki so zdaj gor na denarnicah, ki jih imam. Se pravi, različni kovanci, recimo Ave in tako naprej, sem hotela zamenjati za Puls X. Zdaj to je deflacijski coin in dolgoročno bi znalo biti, da se bo splačal. Lahko, da se bo, lahko, da ne. To ne vemo, ampak po mojem se splača moja strategija je takšna, da bom držala na Pulschain mreži Puls pa Puls X, ostale bom zamenjala v Puls ali Puls X, predvsem verjetno Puls X, ker naj bi bil deflacijski, naj bi bil, upam, da je, res. Ko bojo stvari šle cene gor, bom prodala, in ko bodo padle, bom spet kupila, a ne. In to bo moja strategija na Pulschain mreži. Zdaj mintanja po mojem ne bom, ker je mintanje je drago. V bistvu sicer zadnjič je Jack Levin naredil en NFT na Pulschain mreži, je plačal $20, kar pa ni drago. Ker recimo na OKK mreži je tudi 5 do 10 tisoč in več dolarjev en NFT, ampak OKK je res za bogataše mreža. Tako da, ne vem, pač, jaz sem se skoncentrirala na Ethereum mreži. To je to. In v tej smeri grem naprej, a ne. Ne bom se več razpršila, ravno sem šla gledat, koliko stvari sem žrtvovala in za katere projekte, ki naj bi bili na Pulschainu, nekateri so, ene 3 so že na Ethereum mreži, ker nismo dočakali Pulschaina in dobro delajo. Zdaj ostali pa bi morali počasi na Pulschainu se aktivirati. Zdaj verjetno zaenkrat še ne bojo, dokler zadeva ni stabilna. In v glavnem puli niso še likvidni, tudi slučajno ne. Tako da, če ste laiki, če ne znate, če ne veste, kako delati, ne iti še na Pulschain. Dajte še čakati, jaz bom še čakala. Jaz sem hotela zamenjati Aave za Puls X in kaj se je zgodilo. V bistvu mi je MetaMask javil, da tega pula še ni, da sem prvi uporabnik in da bom jaz pač določila ceno, pul in vse ostale stvari. Zdaj, jaz sem šla to preračunavati, ker je razmerje Ethereum mreža pa Pulschain pač je kar dosti veliko razmerje. Ne moreš primerjati Pulsa z Ethereumom, no go, a ne, pač in sem preračunavala, kako bi to šlo na Pulschainu, da postavim neko ceno, ki ni preveč visoka, a ne. Da ne bi bila neka taka v redu cena, ker drugače sesuješ v bistvu neki ekosistem in tako. V glavnem, poskušala sem nekaj narediti, ampak kaj se je zgodilo? Zdaj jaz na tisti denarnici imam največ pulsov, ne, ker sem dobila airdrop za žrtvovanje in vsi pulsi, ki jih ni prav malo, niso bili dovolj, da bi jaz to naredila. To pomeni, da bi jaz naredila pač, da bi recimo za vrednost $10 Aave, ki ga imam tam na tisti denarnici, da bi to zamenjala v Puls X, bi jaz morala plačati več kot $1000. Več kot to bi mogla plačati za transakcijo. Zdaj, komu gre to v žep, a ne? Več ali manj pač tistim, ki so zadevo ustvarili. In tistim, ki imajo te pule in providerjem in pač tem validatorjem, a ne. Zdaj, naredili so V2, Puls X, V2, verzije 2, na verziji 1 je več likvidnosti, na verziji 2 še ni, ampak naj bi bila kao bolj pravična do validatorjev. Bi res opozorila,
Pulse Chain ima samo 9 validatorjev, ki se med seboj poznajo in ki se med seboj dogovarjajo, kako bo ta mreža delovala, bo ali ne bo delovala, ne. Tako, zdaj v bistvu najlažje vam je tokene dodati tako, da v prejšnjem videu poglejte, skenirate z njihovim programom, skenirate in dodate v bistvu noter v MetaMask, to je najlažje, da ne iščete pogodb. In potem to je noter, evo, takole smo dodali. Oziroma če greste čez PulseX, tam lahko direkt noter dodajate v MetaMask kovance, a ne. To je najlažje dodajati noter. Moram pa vas opozoriti, da se kovanci še vedno dodajajo in ne zazna njihov program vseh kovancev. Jih je treba dodati pač tudi ročno, sploh Xen. Sploh Xen, a ne, tega ne zazna. Sam od sebe ne, a ne. Je pa že kar veliko ljudi mintalo na Pulse Chainu in to po mojem so heksikanci, ki verjamejo v to mrežo. Zdaj tole bi opozorila, dajte, če ste žrtvovali za Love.io, dajte dodati, pač tukaj ste mogli narediti uporabniški vmesnik, se pravi svoj uporabniški račun pravzaprav, in dajte dodati v svoj uporabniški račun svojo Ethereum denarnico, ker bodo kmalu naredili airdrop na Ethereum mreži in na Pulse mreži, a ne. Zdaj, jaz sem žrtvovala za tale projekt, je še vedno možno tudi žrtvovati za tole. Zdel se mi je dober projekt, dobro zastavljen, ni se še sprovedel. Lahko pogledate, za kaj gre, če vam je okej, lahko kaj sodelujete, čeprav jaz osebno pri žrtvovanjih ne bom več sodelovala. Zakaj ne, bom povedala zdaj. Zaradi tega, ker menim, odkar je prišel na sceno Jack Levin, menim, da tisti, ki znajo ustvariti stvari zastonj in jih dati na trg zastonj in da potem ljudje to začnejo uporabljati in imamo vsi od tega koristi, je to pravi kripto, je to pravi projekt. Kdor pa vnaprej prosi denar, da bo nekaj razvijal, se zelo velikokrat zgodi, da ljudje potem mrknejo in jih ni. Ali pa ne naredijo ali naredijo slabo. To je šola od Richarda Harta tudi, ki je pač nam, oziroma Shillerja, ki nam je pobral vlagateljem koliko, $1,5 milijarde dolarjev, in kaj je iz tega nastalo, vidite tudi sami, ne bom niti komentirala. Jaz upam za nas vse, da se bojo stvari kaj normalizirale, da bojo boljše, no, kot so zdaj. Nimam prav velikega upanja, sicer moram biti iskrena, nimam prav dosti velikega upanja, ker stvari so bile zavožene precej in ne vem, kako bojo. In pa seveda zdaj na sceni Xen. Xen je kripto, ki je potegnil za sabo 1 milijon in več ljudi. In bo še potegnil za sabo. Zdaj še vedno menim, to je moje osebno mišljenje, da kot ste videli na Ethereum mreži, so šli gveji dol in bojo še šli. Ne rabite se še s tem ukvarjati. Mislim, da je še čas za počakati poleti, ko bi znali gveji biti bistveno nižji, pa se bo takrat splačalo na veliko namintati Xen ali pa kaj kupiti, a ne. Moje mišljenje je, da bo trg šel zelo dol in da se tudi, če gre Bitcoin zelo dol, če bo šel, jaz ga bom kupila definitivno, če gre pod $10,000. Sigurno ga bom šla kupovat, a ne. Zaenkrat se mi je zdel še predrag, ampak če bo
tudi pri Bitcoinu nisi čisto siguren, v bistvu, koliko ga bojo ljudje v bodoče uporabljali, ampak zaenkrat dobro kaže, glede na to, da je to največja mreža, najbolj stabilna in pa največji market cap. Hvala za pozornost, če vam je video všeč, všečkajte, lahko sodelujete, pomagate, karkoli donirate, da bojo zadeve še boljše kot do zdaj. In lahko komentirate, če želite, je vaša odločitev, jaz bom pa objavljala, kadar bom lahko naprej, kaj se kaj dogaja. Lep pozdrav.